Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji bomo malce pogledali, kako dobro gre Etiju. Zato smo v studio povabili predsednika uprave, magistra Tomaža Breginca. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Ja, veseli smo, ne? Kakšen mesec nazaj je vaša PR služba razposlala okrog obvestilo medijskim hišam, da gre Etiju kar precej dobro, glede na lansko leto. In predvsem v Zasavju nas to zelo veseli, kajti zaposlujete res veliko število Zasavčanov, seveda tudi od drugje. Torej, se lahko pohvalite, ne? Ja, res prvo polletje letošnjega leta je bilo zelo, zelo dobro. Razlogov za to je sicer več, mogoče jih bom kasneje bolj obrazložil, ampak dejstvo je, da smo že planirali zelo ambiciozno in visoko rast prihodkov, planirali 7%, dosegli 11%, planirali smo tudi precejšnjo rast dobička, pa smo ga kar potrojili glede na lansko isto obdobje. Je pa seveda dejstvo, da so bile tudi ekonomske razmere relativno ugodne, da so bile nabavne cene ugodne, prodajni trgi solidni, da smo cel kup stvari opravili tudi znotraj podjetja, se pravi bistveno dvignili produktivnost, tudi kakovost. In če vse skupaj seštejem, se je to rezultiralo. Seveda so pa ta rezultat posledica aktivnosti, ki so mogoče trajale prej še kakšno leto, dve. Saj v podjetju nič ne pride hitro in samo od sebe, ampak je potrebno veliko stvari zastaviti na dolgi rok, biti potrpežljiv in prepričan, da delaš prav in potem tudi rezultat pride. Kje pa ustvarite največ prihodka? S katerimi izdelki? Ja, pri nas je to že dokaj standardno, da sta približno enako zastopana skupina stikal in pa varovalk, vsak po 40%, približno, potem je pa dobrih 10% je tehnična keramika v eksterni prodaji, vse ostalo je pa potem prodaja orodij eksternim partnerjem, plastike, kakšne opreme in ostale storitve. Verjetno vsega tega ne bi bilo, če ne bi ves čas vlagali v razvoj, razvijali nove materiale. Verjetno se tudi delavci sami zavedajo, kako dobro je misliti ob delu, kako bi lahko še kak izdelek bil boljši. Tako tisti v proizvodnji, kot verjetno tisti v samem razvoju. Ja, to je pri nas tudi en ustaljen proces inoviranja, spodbujanja inovacij na vseh nivojih. Rezultira se to potem v nagradah za inovacije, ki jih dobimo tako na tem našem regionalnem nivoju, zasavskem, ker smo letos dobili 2 zlati od 4 ali 5, zdaj že točno ne vem. Lahko pa tudi povem, da bomo čez 10 dni ali nekaj manj dobili tudi 1 zlato na republiškem nivoju, eno od nekaj malega, ne od mnogih, kar kaže na eno kontinuiteto v našem načinu dela. Verjetno gre kar nekaj denarja tudi za razvoj, ne? Tako, če to v odstotkih gledate od celotnega prihodka? Ja, te številke, koliko točno gre za razvoj, so vedno malce tudi poslovna tajna. Ampak tako, v nekem določenem deležu od prihodkov se to spremlja, potem obstajajo metodologije, točno kaj se vse šteje pod razvoj, ampak jaz bi rekel tu okrog 3 do 4% od prihodkov vsako leto za razvojne stroške. To pa seveda vsebuje tako stroške dela, stroške certificiranj, atestov, stroške razvojne opreme, razne testne, laboratorijske opreme in tu nekje smo potem v teh številkah. Se pri tem razvoju zgodi verjetno se, da brcnete tudi v temo, da kakšna stvar potem ne zaživi. Ja, seveda, je pa cel proces inoviranja temu prilagojen. Sej,
če mi v eni zgodni fazi, če rečem, brcnemo v temo, je to normalno. To pomeni, da v fazi, ko imamo nabor idej, ko naredimo neke študije izvedljivosti, se pač marsikdaj odločimo, da ne. Praviloma pa, da bi pa en izdelek popolnoma razvili, vse naredili, ga dali na trg in da bi brcnili v temo, tega se nam pa ne dogaja. Tega si niti ne smete dovoliti. Se je možno prej v prejšnjih fazah zadeve ustaviti. Tako, ko je pa enkrat na trgu, se pa ne spomnim, da bi mi nekje, bom rekel, brcnili. Mogoče kdaj zgrešimo oceno prihodkov, pa računamo, da bomo iz tega izdelka, ne vem, imeli v prvem letu že milijon, pa potem nimamo milijon, pa pride ta milijon kdaj kasneje. To ja, ampak da bi pa nekaj zgrešili, kar ne bi potem mogli prodajati, tega pa ni. Kako pomembna pa je to sodelovanje nekoga, ki dela na nekem določenem stroju, ki pozna ustroj tistega stroja, tudi delovanja, pa potem tistih, ki so malce više izobraženi, ki nekako sledijo idejam teh v proizvodnji, ne? Da nek material lahko razvijajo ali pa postopek proizvodne pocenijo. Ne? Absolutno. V zadnjih letih se nam je v prakso zelo vpeljalo, bom rekel, delo teh timov, ki so se najprej imenovali timi kakovosti, ki so delali bolj na izboljševanju kakovosti obstoječih izdelkov, potem so pa seveda dostikrat prerastli v ene širše time, širše time, ki imajo v bistvu tako nalog dviganja kakovosti kot optimiranja izdelkov. Včasih optimiranje izdelka pomeni že bistveno izboljšavo izdelka, včasih pa to pomeni že kar pripravo nove generacije izdelkov, ki lahko pomeni že kar nov izdelek. In mi ogromno delamo v teh, kot rečemo, multidisciplinarnih timih, ko imamo na eni strani kakšnega prodajnika, razvojnika, tehnologa, še koga iz proizvodne in v bistvu pripravljamo idejo za nov izdelek. Kako pa je kaj z reklamacijami? Verjetno tudi kakšen izdelek včasih pride, vam uide. Kako se pa to potem rešuje? Je tega verjetno iz leta v leto manj, ne? Ja, predvsem v zadnjih 2 letih je to drastično padlo. To so zdaj številke, ki so primerljive tistim dobrim v naši panogi. To sicer še ni na nivoju, bom rekel, avtomobilske industrije, če se tako izrazim. Čeprav vemo, kaj se dogaja tudi tam. Ja, ampak tam se dogaja pa na koncu, pri močnih, pri kooperantih nič. Kooperanti morajo vsi dobro upraviti delo. Kaj pa veliki igralci pol po svoje delajo, je pa druga zgodba. No, tako da pri reklamacijah gre za, vsaj v letošnji prvi polovici leta je šlo za povsem zanemarljive zneske. Kje pa ste najbolj uspešni, na katerih trgih? Je to, vem, da veliko raste prodaje doživeli tudi v sami Sloveniji, ne? Ja. Torej, ne vem, se v Sloveniji zdaj kaj več gradi, kot se je v preteklih letih? Jaz mislim, da ne, da je rast v Sloveniji bolj posledica našega še bolj direktnega iskanja bolj končnih kupcev. Delamo sicer še vedno z največjim kupcem Elektronabava največ, vendar gremo še globje iskati projekte, pa poskušati na projektih dobiti posel, na posameznih objektih in tako naprej. Tako da, ampak nekaj se dogaja v Sloveniji, ne? Nekaj se dogaja. Drugače pa mi večjo rast od povprečne beležimo na svojih hčerinskih podjetjih, kar je logično, zaradi tega, ker smo v ta podjetja tržna, ta trgovska hčerinska podjetja v vseh teh letih nekako vlagali, tam imamo prodajne ekipe, smo bliže kupcu, ne? In se to odraža. Seveda pa raste tudi matično podjetje, ves čas, ne? Ampak matično podjetje je malo bolj na zasičenem trgu in težje raste toliko zelo kakor hčerinska. Pa če pa to še malo naprej razdelim, so pa seveda boljše rastli bolj severni trgi, ne? Slabši so bili bolj južni, če se zelo po domače izrazim, se pravi, med slabšimi bi omenil Italijo, Grčijo, Španijo, med boljšimi pa seveda Skandinavijo, Nemčijo, Poljsko. Za nas čisto specifično je bila uspešna tudi Rusija in tudi Ukrajina v prvi polovici leta. Tudi kljub temu, da v Rusiji kar precej
padel, recimo tudi rubelj, ne, se še Ja, veste kaj, mi smo v Rusiji še vedno tako majhni in nepomembni, da če mi nekaj dobro naredimo, lahko hitro še kak posel dobimo. Mi nismo v Rusiji pomembno podjetje, ne. In se da z dobrim delom ekipe se še vedno da rasti. Drugo je pri tistih, ki so že zelo veliki, tam tisti vsi padajo, ne. Kaj pa ta Bližnji vzhod, pa tam, kjer... Je bil letos tudi dober, presenetljivo. Bila je dobra Saudska Arabija, bil je zdaj v zadnjih 3-4 mesecih tudi zelo dober Iran, ki je bil v prvih 4 mesecih slabši. Tako da izven evropske države v prvih 6 mesecih so bile precej dobre, ja. Samim plačilom, ne, tam, kjer prodajate svoje izdelke, pa nimate tudi zaradi svojega imena, pa izkušenj problemov? Nimamo večjih težav s plačevanjem. Mi imamo izdelano eno tako imenovano kreditno politiko, ki je nastala v sodelovanju prodaje in financ, kjer se točno ve, kako določamo limite za posamezne stranke, do kdaj imajo na odprto, koliko lahko zamudijo, kdaj jim ustavimo dobave, in mi se ne soočamo s tem, da bi nam ostale neplačane terjatve. Ali je pa to v zelo, zelo majhnem znesku, kar ne vpliva na poslovanje. No, prej uvodoma sem dejal, da je izlaški eti, ne, zelo pomemben, tako za Zagorje kot za Zasavje, pa seveda tudi za Slovenijo. Koliko je ta čas zaposlenih, pa kje so tovarne etija? Jaz vam bom povedal ene okvirne številke, ker nam tudi med meseci malce varirajo. Ta trenutek Slovenija, seveda daleč največja in tudi v bodoče bo tako, več kot 1200 ljudi, velika večina na izlakah, Trbovlje smo zaprli in prodali in vse zaposlene prestavili v izlake, seveda so vsi službe obdržali, ostaja Kamnik, ki bo tudi v bodoče ostal z enim delom keramične proizvodne, to se pravi dobrih 1200 Slovenija in pa spet okroglo rečeno 600 tujina. 600, to se pravi skupaj 1800 na koncernu, letos povečanje števila zaposlenih, največ v Sloveniji, malce manj mogoče na Poljskem. 11% rast prihodkov je pa zahtevala neki povišanja števila zaposlenih, ker ne moremo pri istem številu narediti in prodati 11% več. To se ni dalo. Število zaposlenih je to povečalo, kaj pa plače, pa ostalo, kar zaposleni prejemajo, se je tudi to odrazilo z dobrimi rezultati ali pa se bo? Ja, en del se sigurno je, ne. Nam kljub temu, da nismo delali redne eskalacije plač, ne, so se nam pa povprečni prihodki, povprečni zaslužki zaposlenih pa vseeno dvignili na različne načine. Eno je izplačevana produktivnost na posameznih vitkih linijah, ki je letos v povprečju nekaj višja kot lani. Eno je bilo napredovanje 140 zaposlenih v Sloveniji, ki so pri plači dobili od 5 do 10 ali pa mogoče kdo tudi več odstotkov, ne. Zaradi dobrega dela. Potem se je tudi konec koncev v skupnem letnem prejemku zaposlenih se pozna tudi dejstvo, da smo tudi regres letos izplačali višji kot lani in smo izplačali najvišjega tistega zakonskega, ki je oproščen plačila, ne, prispevkov. Skratka, te stvari so, in verjetno bomo pa v naslednjih mesecih še kaj dodajali, zdajle ravno razmišljamo še, kako bi doseganje mesečnega plana vpletli v variabilni del in ga pol tudi seveda namenili tudi režijskim zaposlenim, ne samo onim direktnim. Skratka... To pa še preko božičnice lahko, ne? Potem je pa še božičnica, s tem, da pri sami ki sigurno, da spet v nekem znesku letos bo, ne? Zdaj ne bi rad že 4 mesece pred koncem leta špekuliral v tem znesku, ampak bo. Malce smo si sicer obetali, da bo ta nižja obdavčitev božičnice veljala že letos, ampak kakor se zdaj razume iz vladnega gradiva, bo veljala šele po novem letu. Mini davčne reforme, ne? To se pravi, da tu verjetno tu firma bo imela višji strošek, zaposleni pa zato ne bojo nič več dobili, ne? Mislim, ker ne bojo še dobili tega popusta, bom rekel, iz naslova božičnice. Skratka, mi ves čas delamo neke dodatne iniciative,
Najbolj se pa izogibamo splošni eskalaciji plač, ker mislimo, da pa... Torej, kar vsem 5%, na primer, ne? To pa mislim, da ni produktivno in niso vsi enaki, ne? Tega se bomo izogibali tudi v bodoče. Seveda pa spoštujemo vse zaveze iz kolektivne pogodbe, tako naše kot tudi republiške, panožne. To ni vprašanje, ampak poskušamo z temi dodatki pri plačah predvsem stimulirati tiste, bom rekel, ki bolj potegnejo. Doplačujemo za mentoriranje, se pravi tistim, ki so mentori drugim zaposlenim, je spet nekaj. Skratka, več je teh mehanizmov, ki imajo efekt na plačo zaposlenih. Še vedno pa skrbite tudi za preventivo, ne? Pa tudi se lahko prek sindikata verjetno, ki s tem ki to ureja, se lahko delavci prijavijo za letovanje v vaših kapacitetah, ne? Seveda, te stvari pri nas ostajajo, mislimo, da so to za zaposlene ugodne stvari. No, nekje so to ukinili oziroma prodali, ne? Te kapacitete, ne? No, zdaj pri teh kapacitetah je tako, slovenske kapacitete so zelo, zelo dobro zasedene, ne? In ocenjujemo, da v situaciji, kot smo, nima smisla jih prodajati, jih je bolje, da jih koristimo. Rogla, Moravske Toplice. Ja, pa Čatež nekaj takega, ja. Je pa dejstvo, da so pa nekatere, ali pa predvsem ena hrvaška lokacija, pa popolnoma nezasedene z našimi ljudmi in tisto bomo pa verjetno prodali. Ker nihče od naših jo niti ne koristi. No, prej ste dejali, da se je zaradi dobrih rezultatov tudi nekaj na novo zaposlovalo. Na kakšen način zaposlujete? Verjetno, kolikor vem, v zadnjih letih največ preko agencije, ne? Ja, seveda. Kako gre to? Pa zakaj preko agencije? Ja. Najprej bi seveda povedal, da mi smo zaposlovali na vseh nivojih, ne? To se pravi, zaposlovali smo reden prihod naših štipendistov, ker imamo mi v povprečju 20 štipendij v bistvu neprestano. To pomeni za 4-letni študij vsaj 5 štipendistov tistih iz fakultet dobimo in to se kar nabere, ne? Plus še kaj zraven, ne? Je tudi kdaj več. To je eno. Tiste zaposlimo, ki so ves čas naši štipendisti, tiste zaposlimo k nam za določen čas. Tiste ne gre preko agencije, ne. Potem smo zaposlovali tudi kakšen strokovni kader, ki smo ga rabili, če rečem visoko izobražen strokovni kader, kjer smo izvajali razne izbore, cel postopek selekcije in smo tudi takšen strokovni kader zaposlili preko agencije kadrovske. Seveda pod pogoji, ki so popolnoma enaki, kot če bi zaposlovali direktno. Edini razlog, zakaj preko agencije, je bistveno večja fleksibilnost, če bi se, bom rekel, sprejemanja in grobo rečeno tudi odpuščanja. Torej, če vi preko agencije nekoga zaposlite, recimo v proizvodno, in da na tisti liniji ni potem v naslednjih 5-6 mesecih naročila, ne? Ja. Recimo, ne? Ali pa da se zmanjša, ga je lažje odpustiti, ne? Predvsem to je glavni razlog zaradi delovne zakonodaje. Vendar je treba vedeti, da če mi zaposlimo proizvodnega delavca prek agencije, da v osnovi štarta s popolnoma enakimi pravicami, kot jih ima naš zaposleni. To se pravi, da ga njegovo delo vrednotimo, bom rekel, primerljivo, kot če bi bil, ali pa enako, kot če bi bil naš zaposleni. Pripadamo vse tiste stvari, ki po zakonu pripadajo, se pravi prevoz na delo, malica, regres, vklopiti se more v kolektivno pogodbo, pomeni, da mu velja tudi tista variabila, tako imenovane banke ur, koliko gre v plus ali v minus zaradi potreb v dela in pol enkrat letni poračun, konec marca, ne, to, kar se nam je zelo upeljalo. In še tisto agencijsko provizijo, ki jo je treba agenciji plačati, plačamo mi, ne delavec. To pomeni, da en del agencija računa nekaj malega, to damo mi. To se pravi, da delavec ni popolnoma nič prikrajšan. Za nas so agencijski delavci v bistvu kot da so naši. Zdaj samo delovna zakonodaja nas na to napeljuje. Bolj fleksibilno je. Da samo fleksibilnost doseže. Stroški dela za nas z agencijskimi delavci niso nič nižji, ne, ampak so pa različnega profila, ne samo proizvodni delavci, ne? Ja, tudi kakšna pravnica ali pa kaj podobnega. Ja, tudi, seveda so tudi pravnica, informatik in tako naprej in potem, ko pride čas, če ugotovimo, da je kdo res ta prav za nas, potem pač
to prekvalificiramo. Ne več preko agencije, ampak bi potem zaposlite lahko tudi za nedoločen čas. Torej, priložnosti so, ne? Seveda, treba je vedeti, da delodajalci imamo predvsem interes zadovoljiti potrebe naših kupcev in rastiti. In če mi rastemo, mi vedno rabimo dobre in uspešne delavce. Seveda pa ne moremo včasih zdržati kakih večjih padcev naročil, pa vse na svoja ramena dati in to je ta fleksibilnost, ki jo s tem dosegamo. Ne? Čeprav, hvala Bogu, letos nam tega ni bilo nič treba narediti, ker je število zaposlenih danes, kar bom rekel, pomembno večje, kot je bilo pred enim letom. Ne? Je pa tudi zakonodaja malce spremenjena, če so delavci dolgo na agenciji, ne, jim že potem tudi pripada za nedoločen čas zaposlitev. Na agenciji. In je to takoj potem za njih tudi ena večja varnost. Ne? Ker seveda zaposleni si pa želijo neko zaposlitev za nedoločen čas, nekdo bi rad vzel kredit na banki, če ima zaposlitev za nedoločen čas, tudi če je prek agencije, lažje dobi ta kredit. Tako da seveda je v bistvu interes vsem čim večja stabilnost, ampak mi jo do neke mere zagotavljamo, nekaj bi jo mogla pa tudi država z zakonodajo. Ne? Tu ciljate na spremembo tudi delovnopravne zakonodaje, na tisti fleksibilni del, ne? Verjetno, s tem, da se ne želim upletati čisto vsake pa stalno sugerirati vse, veste, se je treba videti, kakva je praksa ostalih držav, tistih, ki nas prehitevajo, pa nekaj od tistega pogledati. Ne? No, tisti, ki so zaposleni na ETIju, verjetno razmere pa dogajanje na ETIju dosti dobro poznajo. Tisti, ki so ali pa smo malce bolj oddaljeni, ne, pa slišimo različne govorice, ne, da se ETI prodaja, da bo se ETI prodal, potem pa bodo lepo zaprli tovarno, pa tako naprej, ali pa zmanjša število zaposlenih. Zdaj, nekaj firm v Sloveniji je, pa tudi v Zasavju, ki so se prodale tudi tujcem, ne, recimo Siporex, Itonk, ne, ali pa Bartek Varnost, in na srečo, ne, še vedno obratujejo pa vprašanje, če se takrat ne bi prodali, še delovali. Kako je pa z ETI-jem? Kaj odgovarjate? Zdaj, najprej je treba vedeti, da v svetu se podjetja neprestano prodajajo in kupujejo. Ne? To ni stvar, da je lastništvo enega podjetja večno za vselej. Ne? Za nas, ki delamo v podjetju, je seveda predvsem zelo važno, da je lastnik čim bolj dolgoročno razmišlja s podjetjem. Da ne razmišlja, da bi nekaj poceni kupil, pol pa čez 3 leta malo dražje prodal, pa z tega kaj zaslužil, vmes stroške klestil, neki denarja vam pobral, to seveda so kakšne slabe prakse, ki se tudi kdaj pojavijo. V Sloveniji je pa seveda tudi ogromno dobrih praks, ko se je neka lastniška struktura, ki ni več ta prava, ni dobra, spremenila v eno bolj stabilno. In dejstvo je, da mi na ETIju, ali si priznamo ali ne, imamo neko lastniško strukturo, ki ne gre več v korak s časom. Ne gre. Je v bistvu obstoječi lastniki imajo kakšne svoje druge plane. Nam je največji lastnik Maxima Holding šel v stečaj. In mi imamo 12% delež na tako imenovani slabi banki. Ona po zakonu more to prodati. To je že v osnovi na prodaj. Ne? Potem imamo tudi nekatere druge lastnike, ki imajo druge svoje strateške cilje. Smo rekli, včasih imamo zaposlene, ne, ki smo polovični lastniki, ja pa ni res, ker v teh 10 letih je polovica teh zaposlenih postalo upokojencev. Ne? In mi imamo danes več kot 25% lastništva imajo upokojenci ETIja, ki imajo sigurno čist drug interes, kot so ga imeli, ko so bili zaposleni. Ne? In mi od obstoječih zaposleni so zdaj že kar pod 20% lastniki. Tako da ta debata ETIje pa v lasti zaposlenih ne drži, ker zaposleni imamo, bom rekel, manj kot 20%. Tako da zdaj seveda, jasno pa, da si želi vodstvo, da če se že spreminja lastništvo, da pride nekdo, ki bo še
če je treba še kak dodatni denar vložil, čeprav to prijetje v ta trenutek ni potrebno, ne, ker ga imamo dovolj za razvoj, ampak ki nas bo podprl v nekih ambicioznih načrtih, ki ne bo vedno vprašal sam, koliko bo dividenda, ne, ampak bo tudi rekel, mogoče jaz pa zdaj 3 leta ne bi nič dividende, pa dejte raj vi ves denar kar v razvoj, pa bomo jaz brez dividende preživel, ker ne živim od te dividende. Ne. Mi se pa pri obstoječih lastnikih v glavnem pogovarjamo o tem, kakva bo dividenda. Ne, to je v glavnem, bom rekel, grobo rečeno, domet večine obstoječih lastnikov, koliko bo pa letos dividende. Ne. In pač pride čas, ko je treba iti v korak s časom in te lastniške stvari urediti. Pri nas se je pač zgodilo oboje, ne. Na eni strani, da se nam je to sprožilo zaradi stečaja največjega lastnika, in če že mora neka sprememba biti, potem je seveda odgovornost vodstva, da v okviru svojih možnosti poskuša, da bi bil nov lastnik čim bolj odgovoren do podjetja. In verjetno bo v tej smeri. Jaz osebno se ne bojim, da bi en lastnik kar prišel pa zaprl. Zakaj pa bi? Recimo sovražni prevzem, ne? Ja, vidite, sovražni prevzem se pa da, sovražni prevzem se tudi s kakimi elementi da, bom rekel, ubraniti, ne? Se obstojajo neki. In jaz saj osebno, tukaj pa že lahko povem, da te, ki so zdaj v finalnem izboru, da tu ne gre za naše direktne konkurente, ki bi bili zainteresirani, da bi z nekim sovražnim prevzemom potem en del proizvodne zaprli, zato da bi pol oni svojo proizvodno več delali. Tega v našem primeru ni, to si upam že danes reči, ker vem, kateri so v ožjem izboru. Sigurno, da bomo pa pri novem lastniku verjetno vsi še pod večjim pritiskom, ker te obstoječi lastniki tudi niso bili zelo zahtevni do vodstva ali pa do zaposlenih. Jaz moram reči, da ti niso bili zelo zahtevni, lahko da bojo novi bolj zahtevni, da bojo hoteli imeti boljše rezultate. Ampak še vedno si pa mislim, da če nekdo nek svoj denar da nekaj kupi, ga ne da zato, da bi ga vrgel v smeti. Ne. Se pravi, da želi z tistega denarja še nekaj več. In kako pa dobi nekaj več, tak, da se še več dela, pa več ustvari. To je pač moj pogled na to spremembo. Predvsem gre za stabilnost, ne? Seveda. Ker zdaj je razpršeno in je prešljivo to, ne? Lahko se nam pa zgodi, da enostavno, da pa iz tega procesa v tej fazi ne bo nič. Lahko te prodajalci, ki so združeni v konzorcij, lahko pričakujejo mogoče visoko ceno, ki jo noben kupec ne bo plačal in pač ne bo nič. Pa bomo pač po starem šli naprej, v vodstvu se bomo trudili za čim boljše rezultate in bomo videli, kaj bo prinesli naprej. Ampak vsekakor ena taka nejasna lastniška struktura, ki jo imamo zdaj, ali taka, rekel, malo premal definirana, dolgoročno ni dobra za podjetje. Ni. Kaj pa razmere, ki so ta čas v Sloveniji ali pa v tisti Evropi, kjer največ sodelujete, so nekakšen garant, da bo ETI še naprej deloval uspešno? Zdaj smo nekako ven iz recesije, ne? Ja. Jaz mislim, da mora biti ETI, ali da moramo razvoj ETI-ja ves čas tako planirati, da bo sposoben v dobrih časih zasluži čim več in če pride nova recesija, mora biti sposoben preživeti. ETI mora biti tako robusten, da vse te stvari preživi. In jaz mislim, da tudi v preteklosti smo ves čas bili v taki kondiciji. Tudi če nismo bili ravno visoko dobičkonosni, smo bili pa vedno zelo malo zadolženi in nas v recesiji ni, bom rekel, nič prizadelo dejstvo. Ker kot predsednik uprave ste šli tako ob gospodarski rasti, pa potem ob hudem padcu, pa spet recimo ob počasnem rastu naprej. Ne? Tako je, izkušnja imate iz obeh plati. Ja, mislim, da ja. To je, ne? Lahko prednost, ne? Ja, jaz mislim, da je. Jaz upam, da to prednost tudi nadzorniki vidijo, ne? Mogoče tako, no, bolj takšno vprašanje, kdaj je lažje? Takrat, ko je gospodarska rast, ko vse nekako cveti, ali takrat, ko je kriza? Ko je recesija? Jaz mislim, da je mogoče že lažje takrat, ko vse cveti, vendar je takrat tudi bolj nevarno. Da človek zaspi?
ne toliko, ali da zaspi, ali pa da narediš nekaj napak. Ker v recesiji vse gre pod velikim stresom, pod dnevnimi stvarmi in se bolj skoncentriraš in narediš manj napak. V eni lepi rasti, ko začneš še malo razmišljati, še več, pa še tako, se prej lahko pojavijo napake. No? Tako da jaz mislim, da je obdobje rasti nevarno obdobje. Je lepo, ampak je nevarno. Tudi za rast kakih apetitov, menedžerjev, ne? To sigurno. Kar se je tudi zgodilo, ne? Smo jih potem imenovali tajkuni. Ne? Ja, sigurno. Sigurno, se strinjam. Tako da s tem, da jaz osebno pričakujem v naslednjih mesecih eno tako majčkeno stabilno rast. Govorim o Evropi kot taki. Je kar veliko ovir za Evropo, pa jih ne bi vse našteval, vse jih vidimo. Hkrati pa mislim, da je Evropa se iz tiste krize 2008-2009 naučila, da je bolj robustna in da v tako hudo recesijo ne more več pasti, saj v naslednjih 20 letih ne, ker bo hitreje in bolje odreagirala. No, preden ste prišli v ta studio, ste bili tudi na sestanku v RCR-u, kjer ima prostore tudi novi materiali, ne? Še mogoče par besed o tem, kaj je sploh poslanstvo te firme? Ja, Razvojni center Novi materiali je bil ustanovljen, bom rekel, že pred več kot 5 leti, zaradi potreb, organizacijskih potreb pri enih novih razpisih Evropske unije, ki je takrat predvidevala tako obliko. Jaz mislim, da smo mi, 3 zasavska podjetja, malo večja, pa nekaj manjših, pa nekaj podjetij izven regije, da smo našli pravo organizacijsko obliko in ves ta čas tudi uspešno delali. Potem, ko so počrpali tudi ta evropska sredstva, ki so šla izključno za, bom rekel, razvojne aktivnosti. Za razvoj, v teh različnih firmah. V teh podružnicah razvojnega centra. Razvojni center je organiziran kot podjetje sestavljeno iz večjih podružnic in vsak družbenik ima svojo podružnico. In potem nekaj projektov se dela vsak znotraj svoje, nekaj projektov je pa tudi malo med nami kombiniranih, pomešanih. In seveda zdaj, ko se je ta evropska perspektiva končala, ko ni več subvencije, smo mi dolžni še nekaj let v tej obliki delati in seveda smo odločeni, da bomo delali naprej, ker imamo tudi v okviru te organizacije neke dobre kazalnike, ki nam lahko služijo kot osnova za prijavo na evropska sredstva v tej novi perspektivi. Ki je pa še bolj na papirju zaenkrat, zdaj. Ja, nekaj se mi zdi, da nekaj let že kasnimo. Ne? Ja, drži. V bistvu je od počrpanja starih sredstev iz stare perspektive pa do resnega začetka črpanja novih minili 2 leti in je praktično ta, bom rekel, kombinacija bruseljske in slovenske birokracije prinesla do tega, da je bilo 2 leti nič. Samo v Sloveniji? Ali imate mogoče podatke, da je pa recimo v Nemčiji pa drugače? Teh podatkov čist točnih nimam. Jaz mislim, da je nekaj držav sigurno, ki so malce hitrejše, ampak en del zastoja je pa sigurno povzročil tudi Bruselj. V Sloveniji je pa to povzročil tudi ena menjava vlade, ker je en koncept te tako imenovane pametne specializacije bil pri vladi Alenke Bratušek že praktično narejen, potem je pa pri vladi Mira Cerarja bilo to milo rečeno vrženo v smeti, pripravljen nov koncept, sicer dober, ampak vmes je šlo leto in še kaj. In zdaj smo pač v poziciji, ko praktično resnih razvojnih evropskih sredstev ne koristimo in čakamo. No, prej, ko sva se pogovarjala pred intervjujem, ste dejali, da na določene razpise se lahko manjše firme prijavijo, pa se vaša ne more, kjer recimo neti, kjer je več. Ampak se mi zdi, da tudi ko gre za kakšne subvencije, ali pa tudi ko gre za nekoga zaposliti, ali pa tudi ko gre samo za organizacijo neke veselice, da smo si, ne samo Evropa, tudi sami Slovenci tako zakomplicirali življenje, da človeka včasih, ki organizira ali pa se poskuša kam prijaviti, boli glava. Ja, še vedno je treba vedeti, da
v osnovi je državna birokracija in ali si priznamo ali ne, podjetja se hitreje prilagajamo in smo se morali prilagajati, da preživimo. Državna birokracija je tu pod bistveno manjšim pritiskom. Sicer ni prodaje, sicer ni izdelka, sicer ni plač, ne? Tako. Pri državni birokraciji pa mi sicer kdaj ugotovimo, kje je kakšen napredek, pa kje poenostavitve, ampak dejstvo je, da bom rekel, ta strošek v skupnem BDP-ju še vedno velik, iz teh procentov čist na pamet ne poznam, ampak to so procenti krepko čez 40%, ne? Ker bom rekel za funkcioniranje od celega BDP-ja. In vprašanje, a je ta pritisk dovolj velik ali ni, se mi zdi, da včasih, če se kaj spet bom uporabil besedo na tem birokraciji, kaj naredi, da kar vsako stvar pohvalimo, v gospodarstvu je pa to tako nujno in je treba vsak dan, vsak teden kaj novega in boljšega narediti. In če rečem, da smo mi letos naredili 11% več prihodkov, pa približno 4%, recimo grobo rečeno, več zaposlenih, pomeni, da naredimo 6% več na zaposlenega, dajte vsakmu v državni birokraciji reči, da je treba za isti denar narediti 6% več, pa da vidimo. Ne? Veste, tako da jaz mislim, da se nam ta, bom rekel, dva svetova, na eni strani realni sektor pa globalni trg in na drugi strani državna birokracija, delno tudi podprta z precej birokratskim razmišljanjem Brusla, ne, da ta dva svetova gresta bolj narazen kot skupaj in da se ta prepad med tema dvema svetovoma samo povečuje in ne prihajata skupaj. Nažalost ne. Mogoče, no, pa ne želim zdaj, da se nekako politično izrečete, pa vendarle, ne, vidimo, ne, vsakokratne finančne ministre ali pa tiste, ki imajo nekako škarja in platno, ko se odloča, kaj bo, kakšno reformo bo vlada storila ali pa šla država skozi reforme, da vodijo te resorje ponavadi ljudje, ki imajo veliko teoretičnega znanja, le redki med njimi so pa vodili recimo kakšno primerljivo firmo, kot jo vi recimo, ne? Da teh praktičnih izkušenj umanjka, ne? Pri kakšni odločitvi. Ja, možno, se lahko s tem strinjam, s tem, da pri gospodarskem ministru smo imeli kar nekaj, tudi sedanje tak iz gospodarstva, pri finančnem je tudi vprašanje, a mora biti. Sam je po mojem ključni problem to, da je pri nas vsaka vlada koalicijska, ali je leva ali desna je koalicijska in če je koalicijska, potem seveda mora prilagajati. In mi vidimo tudi pri obstoječi vladi, ki sigurno je naredila kar nekaj, v redu stvari, se stanje je boljše, ampak vse dela po politiki zelo malih korakov za to, da že znotraj vlade, znotraj koalicije doseže konsenz. In tale mini davčna reforma je pač en mali korakec, sicer je v pravo smer, sam je zelo mečken, ampak je spet bilo treba očitno upoštevati vse koalicijske partnerje. Pravzaprav vse vedno moraš imeti v tem paketu vse, ker čim eden izpade, je že prešibka koalicija in se ne zglasuje. In to se je dogajalo tudi v prejšnji in v predprejšnji vladi in verjetno malo izhaja iz parlamentarnega sistema takšen, kot je. Ampak tu ne vem, nimam recepta za to. Postal sem, bom rekel, zadovoljen že, če gre na malo boljše, na državi. Pa rečem, ok, malo boljš, ko nič so naredili, pa je v redu, pa je malo boljš. Ko gledate pa odgovarjate zajeti, drugače razmišljate, ne? Ja, sigurno. Mi pri Etiju imamo vedno cilj, da smo vsaj malce nad povprečjem naše panoge. Pa vedno nismo, vse to tudi priznam. Ampak rečem, moramo biti nad povprečjem, ker pol, ko bo hudo, bojo oni, ko so dol pod povprečjem, bojo prvi odpadli. Ker vsaka nova kriza prinese
kot rečemo, konsolidacijo, pomeni, da nekaj ta velikih, nekaj ta malih požre. Ne? To je vedno je to. In seveda je treba imeti visoke cilje, pa pol seveda jih tudi v čim večji meri izpolniti. No, naj vam uspejo. Ob koncu leta pa mogoče še kaj pokomentirava, ne? Bo verjetno tudi že kaj lastniško znanega. Verjetno, ja. Do takrat pa uspešno vodenje ETIA, pa srečno. Hvala lepa za povabilo in tudi lep pozdrav gledalcem ETV-ja. Tudi v mojem imenu. Srečno.